pozdravljeni obiskovalci našega večera, ki smo ga poimenovali Krožek vseh krožkov. Mogoče boste na koncu začutili tudi to naše vzdušje, ki smo ga ustvarjali na naših srečanjih. Še enkrat lepo pozdravljam goste. Kaj so študijski krožki, bom potem kasneje predstavila. In bi mogoče kar začeli z temo, z njo smo se redno srečevali na naših srečanjih. In sicer smo se ukvarjali z vprašanjem, kdo smo mi, od kje prihajamo, kaj je tisto naše, kaj je tisto, ki nas povezuje, ki nas združuje. Besedilo, izvorno besedilo Franceta Prešerna Zdravico in tisto, ki jo danes poznamo. Kot vidimo, so nekatere razlike. Najbolj očitna je ta, da 6. kitica manjka, potem tudi nekatere besede so spremenjene, je malo potvorjena, ta izvorna je taka vesela. V 150 letih se je seveda jezik, nazadnje tudi pogled, so se toliko spremenili, da bi mi pravzaprav določene pojme, določene besede lahko pravzaprav čutili kot neznane tuje do neke mere. In pravzaprav pesem ne bi imela učinka, kakršnega je Prešeren želel. Recimo, takrat se besedi ni reklo beseda, ampak slovo. Slovesa, redke slovesa, piše v Brižinskih spomenikih. Beseda župnik. Pred 150 leti v Živkarste bi razumel, ker bi to bil fajmoštr. In mi smo imeli faro pa fajmoštra. Potem so se pa zmislili, pa so vzeli hrvaško župnijo pa župnika. Pa nas je bil vedno župan, župa. A to nima zveze s cerkvijo. Vi imate nivo, ki se imenuje župnica. To je županova niva, ampak veste, besede se spremenijo. Glasba in beseda hkrati ima eno tako posebno kemijo in zato jaz sem vesela, da imamo take tekste, take krasne tekste, modernizirane, hkrati za himno. Vedno znova moram povedati, da je bilo doživetje sploh na mednarodnih prizoriščih, ko sem jaz imela stopiti na oder in zapeti himno. Ne glede na to, kje smo bili, posod so ta domoljubna čustva prišla na plano. Posod je bilo nek občutek pripadnosti. Zato Bogu hvala, da se je ohranil in da imamo tako himno, kot jo imamo. Zame Prešeren ni sam največji slovenski pesnik, ampak tudi narodni voditelj. In njemu se lahko zahvalimo, da je slovenščina obstala taka, kakršna je. Zato se mi zdi škoda, da original iz leta 1844, da leži v arhivu, pa ga ne uporabljamo. Jezik se res spreminja, ampak nažalost, bi rekel, na slabš. Pobiramo iz tujih jezikov, predelujemo v svoj pomen, ampak tukaj imamo pa izvirne slovenske besede, ki bi se jih lahko spet spomnili, tako ste vi rekli, gospod Pršak, pozabljamo. In to je problem. S temi besedami bi se pa lahko spet spomnili, ker s temi besedami tudi umira del naše osebnosti, pa del naših korenin. Pismo papeža Hadriana iz leta 1879 in Janeza VIII iz leta 880 potrjuje delo svetega Metoda in navaja, da se pridega v 4 jezikih, latinskem, starogrškem, hebrejskem in slovenskem. Nekako v tem času je nastalo tudi izvorno besedilo Brižinskih spomenikov, ki naj bi bili prvi zapis slovenskega jezika, ponekod navajo slovanskega. A ni to nekako malo čuda, nekako ne gre to skupaj, po enih naj bi prišli mi v 6. stoletju sem, in kar tako zelo kratkem času naj bi dobili tako pomembno vlogo, da se v bistvu pridiga v teh 4 jezikih, v slovenskem in ostalih teh. In za Binkošti pravzaprav so vsi jeziki enakovredni, so božji dar. Tako da, veste, potem se je pravzaprav ta cerkveni jezik zožil zaradi teoloških problemov, kako to razumeti. In nazadnje pravzaprav so šele kanon dopustili v slovenskem jeziku, zato da ne bi prišlo do
različnih razlag, kot je prišlo v protestantskih cerkvah. Morate pa le računati, da je slovansko bogoslužje vendar staro. In imamo potem, zdaj, jaz nisem bil še nikoli v kakšni koptski maši, ampak verjetno oni tudi uporabljajo star jezik. Vprašanje, kaj so Sirci uporabljali, te, ki so zdaj na veliko pobili. Veste, ker cerkev je bila pravzaprav le globalna, kakorkoli danes se pred to besedo streša, ampak cerkev je vesoljna. In je pravzaprav imela posluh, veliko več te posluha za vse jezike, moramo pa le paziti, vse ne smemo se zaničvati. Mi se moramo zavedati, dajte, mi smo na evropskem križišču, iz srednje Evrope v Malo Azijo, iz Apeninskega polotoka v Panonsko križino. Ta prostor je bil silno važen prometa, pa še tle se je skozi drlo skozi. In če je čudež na svete, tudi smo mi v tem stalnem trenju preživeli, z tega ne moramo zameti. Veste, koliko je bilo večjih narodov, germanskih, ki so se poromanili, še prej so pa šli v Zahodno Evropo. Glejte, Franki so bili Germani, Francozi so danes Romani. In še vrsto narodov bi vam lahko naštel, ki so danes, na primer, Romani, v resnici so bili, vzemite Romune, kako je staroselski element ostal iz starega Rima in tako naprej. Hotel bi rada povedati, da je bil pa naš prostor le cenjen. In bi vas rad sam na to pozoril, kar pravzaprav vsak koroški Slovenec pove. Za časa cesarja Maksimilijana, okrog 1500, prvič se domneva, da je cesar Maksimilijan, to je zadnji vitez na prestolu, znal slovensko, ker je kot otrok živel na slovenskem delu Koroške. On je ohranil nek dokaz, da je dal pobudo za nastanek slovenskega latinskega slovarja. In dr. Nataša Golob, sicer umetnostna zgodovinarka, ona se zdaj ukvarja s koščki papirjev, veste, ki so se slučajno ohranili, kjer so še slovenske besede zapisane. In je našla vraga pa pol. In znači v arhivu se je, ko veš kaj, sam toliko časa je reče živo, da bom čakal, da boš ti to objavila. Se pripravlja še velike stvari. Imamo celo ostanke slovenskih tekstov pred Brižinskimi spomeniki. Imamo najstarejše osno kolo na svetu, najstarejšo šivanka, najstarejše glasbilo. Najboljša ali pa najbolj pomembna najdba je pa definitivno voz oziroma kolo. Kolo je ocenjena starost na 5200 let, to je približno 3000 let prej, preden so prišli Rimljani v naše kraje. Našli so kolo in voz. To se uporablja za voz, taka rekonstrukcija voza je tudi tam nagor prikazana slika. To se pravi, če imaš voz, potem imaš tudi poti. Potem tudi trgovina funkcionira. Kolo samo po sebi je gibalo napredka. To se pravi, vse se vrti. Premalo znamo ceniti svoje. Recimo, jaz včasih mislim, pred nekaj leti smo bili center Evropske unije, koliko je to, 10 let od tega, ne vem. Mi smo bili prometno križišče pred 5-6 tisoč leti. Mona je bila jantarska pot Baltik Jadran, pa imaš pa vodno pot Črno more, Donava, Sava, Ljubljanica in tukaj, kjer mi zdaj sedimo, je bilo križišče kontinentalnih magistral. No, to, kar ste rekel, piščalo sem tako drobček, ta Ljuben Dimkarovski je na to piščal igral evropsko himno, pa je na evropske klasike, ki so imeli svetovni kongres arheomuzikologov. In so popadali v nezavest vsi tisti svetovni strokovnjaki, pa slovenske ljudske pesmi na piščal. In če pa z enim tujcem govoriš, je najbolj, že mu 3 nule zraven narišeš, da bo domu, da so egipčanske piramide 5000 let stare, naša piščal pa 50 000 ali 60 000 let. Ne? Večina naših rek, ki so daljše od 40 km, imajo predslovenska imena. Celje, Ptuj, verjetno tudi Ljubljana, so predslovanska in predrimska imena, tudi Mura, Drava, Krka, vrsta hribov, zgodbica, povestica o temole Kozorogu, Zlatorogu,
To je še iz Bog zna koliko nazaj iz predrimske dobe. Polno je tega, kar smo mi podedovali. Glejte, samo v okolici Novega mesta imamo 3 kraje, ki se imenujejo Verdun. To je keltska beseda. Verdun. To ni slovenska beseda. Da pač imamo mi svojo kulturo, da jo imamo radi, pa da nismo nestrpni do drugega. Ne? Strpnost je tista lepota kulture, ki nas pelje naprej. Glejte, Prešern je pisal tudi v nemščini. Ne? In še marsikateri drug je pisal tudi v drugih jezikih, ampak so postali zvesti slovenščini. Prešern bi gotovo bolj uspel v tujem jeziku, ker mu nemščina enako tekla kot slovenščina. Vidite, to se mi moramo zavedati, kako so bili naši predniki veliki ljudje, da so ostali zvesti slovenstvu. Mnogi narodi so šli v maloro, ne, gospod minister, glejte, Kelti so bili od Irske do Turčije. Kje so danes? Ni jih. Pa sem mislila zdaj gospod Užico vprašati, jaz se spomnim, ko ste vi enkrat rekla, Evropa bi se mogla priti k nam učiti. No, mi je všeč, da vam je to ostalo v misli. Ja, če hoče Evropa videti Evropo, ne gre pa res k nam pogledati. Ampak tisto Evropo iz tistih iz indoevropskih časov. Poglejmo, Evropa je bila nekoč zares skupni prostor, skupni jezikovni, ne, tudi gospod profesor, pač ta indoevropejščina, skupni kulturni prostor. Sonce je bilo najvišje božanstvo. No, poglejmo, danes sem ta staro Evropo, na obrobje Slovenije poglejmo, Pehtra baba je starka zima, iz pradavnine. Vsa Evropa je poznala zimo kot neko starko. Če ti rečeš, nariši zimo, ne zimsko pojem, zimo nariš, bo Nemce, Evropejc, kdorkoli narisal starko, ker jo imamo v prav spominu. Pri nas je Pehtra baba tako rekoč še živa. 89. leta so v Podkornu Pehtro babo jagali, se reče, preganjali zimo, ker naš davni ta indoevropski ded je bil del narave. Potem je zrasel še naprej od mogočnega krestnika, ki je imel krestni noči svojo najbolj mogočno moč. Cela Evropa pozna krestno noč in vse skrivnosti neskončne krestne noči. Zdaj poglejmo koledar. Mi imamo zračunan koledar 4000 let, pa računala koledar od egipčanskih časov pokaj. Skratka, 21. december je prvi zimski dan. Božič je 24. decembra. Prvi pomladni dan je 21. marca, zeleni Jurij nam prinese pomlad 24. aprila. Prvi poletni dan je 21. junij, kresna noč je 24. junij. Nihče ni premaknil starih indoevropskih sončnih praznikov, ne kralji, ne cesari, ne papeži, ne koledari, kljub temu, da so napačni datumi, če gremo koledarsko gledati. In pri nas imamo vse te davne sončne praznike še žive. Če so otroci v Pehtro babo Podkornu preganjali, rečemo, en fant se pač vsa čas fantom na vasi se oblekel starko zimo, in otroci s krščanskim zvončkom tisočletju se je pač približalo krščanstvo in staro poganstvo. Pehtra baba hodi zdaj, kjer otrok se najde kaj. Pehtra baba rom-pom-pom, če te nisem, te pa bom, zena šiba leskava, te bom poritna treskava. In je pa seveda zbežala, ampak poglejmo na konce, pa s tistega koša, ki je strašila, da bo otroke poredno odnesla, pa orehe ven metala. Oreh je pa simbol blaginje, blagostanja od salomonskih časov. Danes živi kurent, ki se prezible iz pradavnine in je bi še bolj strašen kot zima, če hočeš biti sovražnika, moraš biti še bolj strašen on je, ampak to preruka zimo, da se res ne upa pa več prideti. Prinese nam pomlad zeleni Jurij z vsem poganskim obredjem. On je živi Bog, zeleni Jurij je živi Bog. V nobeni religiji, v nobenem na svetu ne moš ti božanstvo obličja gledati. Tudi zelenemu Juriju ne vidiš obličja, ne? On je pokrit v zelenje. In kresna noč je še danes živa, kresovi gorijo, še danes gorijo božični kresovi po nekaterih štajerskih vasih, vuzemnice, pomladni velikonočni kresovi in kresni kresovi. Slovenci smo izvorno ljudstvo, izvirni smo.
Izviren pomeni tudi avtohton, domoroden. Nismo nič več vredni, pa nič manj vredni od ostalih narodov, ampak smo pa nekaj posebnega. In te posebnosti bi se mi mogli zavedati, predvsem je pa to jezik. In to je tista stvar, ki naš duh drži po koncu in zaradi tega živimo. Pesem spremlja tudi človeka vse življenje, prenašajo se modrosti, navade, na nek način so zapakirane, shranjene v pesmi. Samo čustva, ljubezen in glasba so univerzalna. To lahko vsak razume, ne glede na to, odkot prihaja, ker to nam je vsem skupno. In kar se tiče glasbe, pesmi, slovenska pesem ima tako raznolikost. Mi smo, tako kot smo že prej govorili, ne, mi smo tako pomešani, pa imamo panonski del, pa imamo germanski del, pa italijanski, se pravi romanski. In z Balkana, pri nas se na našem malem področju se meša toliko različnih, taka melodika, tako drugačna, recimo belokranjska bo povsem drugačna od prekmurske in alpske, ampak se je ohranjalo ravno zaradi tega, ker to nosi dušo, to nosi slovensko dušo. Človek kdaj poje? Ko se rodijo otroci, ko veselih dogodkih. Ne samo to, ko grejo vojaki v boj, pojejo, ko nekdo umre, ljudje pojejo. In ta čustva se lahko tako lepo prenašajo s pesmijo, z besedo in tako kot sem že prej se navezala na Zdravljico. To je nekaj, kar začutimo vsi in to je tisto univerzalno in zato je tudi prav, da se to neguje. Jaz sem zelo za to, da se v šolah uvede malo več tega domoljubja. Mi so se pogovarjali v najnem pogovoru, ko sem bila jaz na Eurosongu, je bila moj edini pogoj je bil, da pojem v slovenščini. Na RTV-ju, na nacionalni televiziji so rekli ne, pol nam bomo prišli v finale. Nacionalna televizija tega ni podpirala. Jaz sem to trmasta, ko sem jaz to spravila, če sem sam pogoj je bil. In sem rekla, itak v tistih 3 minutah na odru mi ne morate nič narediti, če sem jaz odločila v slovenščini, pet bom v slovenščini pela. In smo prišli v finale. Zakaj? Ljudje so začutili tisti domovinski duh, ne glede na to, a so me razumeli ali ne. Oni so začutili. In to gre skozi generacije, to gre mimo vseh medijev, to je ta vibracija, ta nezavedna vibracija, o kateri ste me sprašvala. Ljudje čutijo na nezavedni ravni in zato je prav, da se to neguje, skupaj z jezikom. Tudi dvoglasno petje je posebno. Tudi dvoglasno, večglasno pravijo Slovenci, 3 ljudje, 4 Slovenci zbor, kar je res. Slovenci to negujemo in jaz sem zelo vesela, da se je narodno zabavna glasba zdaj toliko razpasla domače, ampak se pa neguje 4-glasno petje, kar je lepo, to izhaja iz slovenske ljudske pesmi in je prav, da se tudi to naprej prenaša, da se navežem na narodno zabavno. Kaj smo mi Slovenci dali svetu? Mi smo dali Avsenika. In Avsenika so razumeli vsi, ker je znal povezati našo melodiko, alpsko melodiko z všečnostjo, slovenski jezik, kasneje tudi nemški, ampak najbolj predvajano skladbo Po Imagine od Lennona je naša Golica na svetovnih lestvicah. Zanimivo, ne? Ja, zelo. Tako, to smo Slovenci in na to moramo biti ponosni. Takrat je bilo vedno pomembno, kdo je lastnik nekega območja. Ne? Takrat se niso spraševali pravzaprav v tem smislu, kot se mi danes sprašujemo o nekih kolektivnih identitetah, ne? Ampak v bistvu je tisti, ki je bil lastnik območja, grof ali na vrhu pač Ceca, recimo v karolinški državi, ne, je bil na nek način tudi lastnik
pravzaprav dušna, če bi tako rekel. To se je dokončno potrdilo z Augsburškim, tem verskim mirom, ker so tudi rekli, ko je v religijo. In ta zavest, tako kot mi danes razmišljamo, se pravzaprav pojavi kasneje. Ampak vmes se je pa ves čas nalagalo. Neka identiteta kolektivna je pravzaprav sestavljena iz nebroj plasti. Zakaj smo pa rekli Nemcem, da so Nemci? Ker so Nemi, ker so z njimi, se ne moramo z njimi pogovarjati. Veste, da ta jezikovna kultura je bila skozi močna. In to ni zapoceno. Ni pa bilo spora okrog tega, No, ker ni bilo to se niso sprašvali. Zdaj tile lumpi, ki ste jih prej omenil, ki sledijo temu ameriškemu politologu Andersonu, ki je raziskoval plemena v Avstraliji, zdaj pa misli, da to velja za Slovence in hoče reči, da smo Slovenci nastali šele v 19. stoletju, oziroma koncu 18. Veste, Trubarju bi bilo veliko bolj ugodno uporabljati nemščino, ampak ne bi z nemščino kamor prišel. On je moral uporabljati slovenski jezik tudi zaradi plemstva. Zato je tudi to besedo. Ja, in je on uporabil, on je besedo vzel iz ljudi, on se ni zmislil besede Slovenc. On je vzel živo besedo, ker on je hodil, da njegova vera uspe, zato je on to rabil. Mi imamo prav zdaj dr. Grdina najdel do zdaj najstarejšo omembo Slovenca 1320. Vidite, koliko je to 200 let pred Trubarjem. Pred 14 dnevi mi je to sporočil, ker do zdaj smo imeli 1380 iz dekanov. Rejte res, ali pa kor je gospod minister rekel, vsak hrib so drugi ljudje, pa vzemite besedo, o mamca moja, pošljite me po vodo, ne vem, če poznate, o mamca moja, pošljite me po vodo, jo poje od Prekmurja do Beneške Slovenije in Furlani. Veste, ali pa beseda Gubana, pravijo beneški Slovenci, mi imamo pa gibanico. Vidite, tle, ta identiteta jezikovna je bila zelo, zelo močna že daleč nazaj in ljudje res niso imeli, ampak oni so točno vedeli, ker so hodili na Božja pota. Glejte, in tisti, ki so hodili v Kelnu smo imeli mi slovenski oltar, upodobljena sta bila Ciril pa Metod kot znak slovenske, slovanske poštenosti proti velorobnim Germanom in smo imeli tam slovenskega duhovnika, da je lahko spodval. Veste, kje je Keln gor? Vidite, tako da so stvari bolj komplicirane, ampak danes bi jih radi nekateri zelo zatušali, ker danes je moderno multikulti, veste, to Bog in greh odpusti, jaz se jih ne bom. Multikulti. Ko smo mi tukaj v Trzinu novega ravnatelja zbirali, so vsi kandidati so poudarjali sprejemanje drugačnosti, tako da sem jaz na koncu dvigala roko, pa sem rekla, kaj pa negovanje tradicije, a ja, to tudi. To je problem pri nas, po moje.